temu, da je imela ta koalicija dve koalicijski pogodbi, se je vendarle že na začetku lahko predvidevalo, da ta koalicija bo težko uspešna. Zaradi tega, ker je združevala tako programsko različne stranke in pa tudi zaradi tega, ker predsednik ene izmed večjih koalicijskih partneric ni bil v sami vladi. Tudi zaradi tega smo v Novi Sloveniji že naprej predvidevali, da ta vlada bo zelo težko izpeljala svoj program. Kot vemo, so dvakrat delali koalicijsko pogodbo, ne nazadnje drugo precej dolgo časa, pa vse to ni pripomoglo k temu, da bi bila vlada enotna in da bi lahko izpeljala zastavljen program. Vlada oziroma koalicija bi lahko izpeljala karkoli si je zadala, razen tistih sprememb, ki zahteva dvotretjinsko večino, pa vendarle jim to ni uspelo prav zaradi notranjih nesoglasij. Tudi, če ocenim to, kar je sedaj vlada poslala v parlament, predlog o paktu stabilnosti, ne vem, če ste ga že videli, tudi ta dokument razodeva, da ta vlada ne drži tega, kar je obljubila. Namreč predsednica vlade je govorila o tem in tudi državljanska lista, da ne bo novih davkov. Sedaj iz tega pakta stabilnosti pa ugotavljamo, da je spet predviden davek na nepremičnine in še več, predvideno je povišanje davka na finančne transakcije 6,5 na 10, to se pravi odstotne točke, to je več kot 50% zvišanje davka na finančne transakcije. In na podlagi vseh teh ugotovitev, da ta vlada ni našla dobrih izhodišč oziroma dobrih rešitev za gospodarstvo in za zmanjšanje brezposelnosti, povečala je zadolženost države. Na podlagi vsega tega pač ocenjujemo v Novi Sloveniji, da je za Slovenijo dobro, da se oblikuje nova vlada, ki bo našla ustrezne odgovore za prihodnost Slovenije. Glede na to, da je odstop vlade sedaj dejstvo, v Novi Sloveniji pričakujemo, da bomo izvedli volitve, državnozborske volitve čim prej, seveda v skladu z ustavnimi roki. Nikakor pa ne podpiramo predlogov, da bi na hitro spreminjali ustavo za dnevne politične potrebe. To bi tudi kasneje vodilo v še večjo politično nestabilnost, in o ustavnih spremembah se moramo pogovarjati takrat, ko vlada dela, ko je v parlament kredibilno sestavljen, ne takrat, ko je vlada v odstopu, ko niti ne vemo, katere stranke so v koaliciji, katere so v opoziciji, kdo vodi katero stranko in podobno. Torej, ustavo spreminjamo s tresočo roko, kot se ponavadi reče, zato je ne moremo kar tako na hitro spreminjati. Za nas, za Novo Slovenijo, je sprejemljiv rok tudi sredi julija, torej ko upoštevamo vse za ustavo določene roke, da bi bile volitve pred parlamentarnimi počitnicami, še pred jesenjo, kajti Slovenija potrebuje stabilno vlado, kredibilno vlado in tako vlado, ki bo čim prej sposobna predlagati nove ukrepe oziroma izvesti tudi potrebne reforme. V Novi Sloveniji smo na to pripravljeni. Naš program, volilni program, ki prinaša odgovore za prihodnost Slovenije, je v pretežni meri izdelan. Mi smo tudi skrbno ravnali z našimi finančnimi sredstvi, zato ob neki normalni, skromni kampanji ne bomo imeli finančnih problemov, kajti stranka ni zadolžena, pri tem se pač opiramo na vire iz države in na naše vire, ki jih dobimo od članov stranke. In zaradi tega, ker imamo gospodarski program, torej program, imamo kadrovske možnosti, finančne možnosti in predvsem zato, ker je za državo najbolje, da so volitve čim prej, zaradi tega je za nas sprejemljiv rok tudi
sredi julija oziroma takrat, ko je pač najprej mogoče. Politična kriza ne sme predolgo trajati, kajti vse to se pozna tako na gospodarstvo kot na naših bonitetnih ocenah, torej zato je dobro, da se ta politična kriza čim prej konča in da dobimo operativno vlado. Rada bi pa spomnila še na nekaj, namreč vemo, da je ministrstvo dalo poziv občinam za evropska sredstva in zato so morale občine stati v vrstah, katera je prej oddala svoj projekt več ur. Mislim, da je to norčevanje iz občin in pa iz županov. In se sprašujemo, zakaj ministrstvo ni raje objavilo razpisa, kjer se upošteva to, kateri projekt je dober, primeren in podprlo tistega, ki je najboljši, ne pa tisti, ki bo prej vložen, in zato so morale občine, župani čakati v vrstah opolnoči in vlagati te svoje predloge. Ko obiskujemo različne občine na terenu, vedno znova ugotavljamo, da občine izredno dobro črpajo evropska sredstva, torej bi jih država pri tem morala kar se da spodbujati in rezervirati v čim večji meri delež, ki ga mora za to prispevati država, kajti občine so pri tem izredno dobre in učinkovite. In tukaj se znova kaže, da je lokalna samouprava izredno pomemben del v slovenskem političnem sistemu, ki dobro deluje, in zato bi bilo nesmiselno, da bi ta sistem kar na hitro tudi spreminjali. Pač pa država naj da podporo županom, občinam, ki so pri tem izredno učinkoviti. Če omenim še z nekaj besedami evropske volitve, v Novi Sloveniji smo zadovoljni, da to sodelovanje Slovensko ljudsko stranko, torej v projektu skupne liste, izredno dobro poteka. Lahko rečemo, da so državljani nas pri tem spodbujajo oziroma izražajo zadovoljstvo, da sta dve sorodni stranki pripravljeni sodelovati, da smo se sporazumeli za skupno listo in zaradi tega lahko rečemo, da tudi naša skupna volilna kampanja poteka dobro, učinkovito in tudi naše sodelovanje je takšno.